Hvala, dedek Mraz. Dober večer, Slovenija. Leto 2011 se počasi izteka. A je bilo lepo leto 2011. Ja. Leto 2011 je bilo leto, ko se je zgodila ena največjih porok vseh časov. Leto, ki je bilo usodno za Gaddafija in za Osamo. Leto, ko se je naš Đuro družil z Angelino Jolie. Ampak to še ni nič v primerjavi z letom 2012. Leta 2012 bo šele akcija. To bo leto, akcija! To bo leto, ko bo konc sveta, pravijo. No, seveda bo konc sveta, če bo pa Slovenija zmagala na Euroviziji, a ne? Ko bo Slovenija zmagala na Euroviziji, bo konc sveta. Ja. No, če realno pogledamo, je bil za nekatere konc sveta že leto 2011, a ne? Ja, hvala, Zlatko. Zdaj pa je na vrsti duet. Aha, Tokac vsako novo leto sanja o lepšem svetu. Je večni optimist. On ne poje, ko pride polnoč, ko gorijo le še sveče. On poje: čas bo zacelil svet, čas bo pomlajšal ta planet in ko naju ne bo, ostalo bo rožnato nebo. Čas bo ohranil good look, vzel bo v usta hrup in ko naju ne bo, ostala bo duša, ne telo. Ja! Veseli december se počasi bliža k koncu. Lepo je bilo, dokler je trajal, a ne? Obiskali in obdarili so nas trije dobri možje. Najprej Miklavž, ki je Turk, če slučajno niste vedeli, zato tala pomaranče. Potem Božiček, ki živi tam nekje na severnem tečaju. In nocoj nosi Rus, dedek Mraz, če bo zdržal, malo bog izgleda danes. Ampak, no, sej, enega bo ruknil, pa bo, a ne? Trije dobri možje. Kar veliko stroškov imamo z njimi. Vsak mu je treba pisati, poštnina pač stane, vsak cent pa pride prav v teh kriznih časih. Pri teh tujcih tudi nikoli ne veš, koliko te točno dobro razumejo. Obstajajo Slovenci, ki so pisali dobrim možem, da bi radi debelo denarnico in vitko postavo, pa so se pa zbudili s 120 kilami in polno pufi. Bogi reveži. Zakaj? Zakaj nas morajo obdarovati tujci? Zakaj ne bi imeli enega avtohtonega, slovenskega, dobrega moža? Kdo bi lahko prevzel to odgovornost, recimo? Mislim, da se odgovor ponuja na dlani. Zoran Janković. Dobro, ni čisto krvni Slovenc, ampak je naš. Znano je, da Zoran Janković svoje najbližje obdaruje z lepimi darili. Če mu pišeš, da bi rad bazen, ti ne bo prinesel bazena za 30 evrov, tako napihljivega bazena, nekega brezvezenega, ampak ti bo dal konkreten bazen, tazga, da boš imel dnevno 30 evrov stroškov sam za vzdrževanje. Oni trije skozi neki mutijo. Zoki pa ne komplicira. Če hočeš imeti bazen, ga boš dobil, tudi če nimaš gradbenega dovoljenja. Gledam. Ja. 70 dni nazaj, ali 7 tednov, koliko je že bilo, sem slišal en klic. Pa ne od zgori, ampak od spodaj iz mojega avtoradia, da je. Glih je pela Daniela, je sicer kobat, zove te ja, vrata so ti otvorena, da je. Takrat sem vedel, da bo prišel moj čas. In moj čas je zdaj prišel, da je. In vsi bomo peli eno drugo pesem, od Daniele, seveda, definitivno, da je. In sicer, ide mi, v životu ide mi. Gremo zdaj vsi, ide mi, v životu ide mi, ne, gremo še enkrat. Ide mi, v životu ide mi, gremo še enkrat, ne, gledam, da je tudi ti. Ide mi, v životu ide mi. Državljaki, državljani, ko pride ponoč, ko gorijo le še sveče, spet vas bom poljubil in vam voščil veliko sreče, ne. Srečnega pa zdravka. Da nas bo tudi Evropa razumela, bom pa povedal tudi nekim angleščini, ne. Jaz
Yes, we can, da.